Delova osebnost leta 2019 je direktor Inštituta Jožef Štefan, profesor dr. Jadran Lenarčič. Dr. Jadran Lenarčič je dolgoletni direktor naše največje in najpomembnejše znanstveno-raziskovalne ustanove. Na Inštitutu Jožef Štefan že 15. leto uspešno vodi in usmerja znanstveni potencial 500 doktorjev znanosti, ki v laboratorijih oblikujejo prihodnost naše države. Kot znanstvenik je eden od pionirjev in utemeljiteljev robotske kinematike, biorobotike ter humanoidnih robotov, ter tudi danes med najbolj cenjenimi avtorji in predavatelji na tem znanstvenem področju. V minulem letu je bil tako vabljeni predavatelj na Znanstveni akademiji v Bologni, kot član skupine Evropske komisije je sooblikoval dokument o obetavnih tehnologijah, ki bodo oblikovali naša življenja v prihodnosti, odlikovan pa je bil tudi s francoskim redom viteza nacionalnega reda za zasluge. Morda se lahko zato, da ima, kot sam pravi, danes najlepšo službo na svetu, zahvali temu, da je znal prisluhniti navdihu. Ta je zanj najpomembnejše vodilo, saj pravi, da razum človeka drži na istem mestu, korak v neznano pa je po njegovih besedah mogoč samo z domišljijo. Čestitke še enkrat nagrajencu, vitezu znanosti, dr. Jadranu Lenarčiču. Hvala pa gospodu Urbasu in gospodu Petriču. Spoštovani gospod predsednik vlade, visoki predstavniki časopisa Delo, spoštovani člani uredniškega odbora, sonominiranci, dragi visoki gostje in prijatelji. Dovolite mi, da najprej preverim, ali sem iz žepa potegnil ta pravi nagovor, namreč ne bi bilo prvič, da bi potegnil starega. Predvsem iskrena hvala, da ste to odmevno priznanje podelili znanstveniku. Čeprav sem že skoraj 15 let direktor Inštituta Jožef Štefan in sem danes oblečen v natakarja, sem ostal znanstvenik. V življenju si to, kar imaš v srcu. Inštitut Jožef Štefan je zaradi velikosti in svoje vloge v mednarodnem prostoru simbol vse slovenske znanosti, raziskovanja, tehnološkega razvoja in inovativnosti, ter nosi ime enega največjih fizikov v zgodovini človeštva, Jožefa Štefana, Slovenca. Slovenija je majhna, tako majhna, da v zemljevid Evrope ne moreš opisati besede Slovenija znotraj njenih meja. Slovenija je celo tako majhna, da so prireditve kot ta izvrstna priložnost, da se srečaš z ljudmi, ki jih nisi videl že pol ure. Uspešni bomo zatorej lahko le, če bomo odprti, če izmenjujemo in tekmujemo s tujimi ljudmi zunaj naših meja. Znanost je kot padalo, deluje, če je odprta. V znanosti delaš le to, kar ne znaš in ne tega, kar znaš, drugače ni napredka. Ko nas je gospod predsednik vlade obiskal na inštitutu pred 2 mesecema, sem seveda moral izreči nekaj pametnega. Vlaganje v znanost ni poceni, sem rekel. Ni pa to najdražja reč na svetu. Najdražja reč na svetu je nevlaganje v znanost. Slovenci bomo uspevali, če bomo izobraženi in bolj izobraženi od drugih, če bomo bolj inovativni, bolje organizirani in učinkoviti, če bomo sledili smelim vizijam in dajali težo norim idejam. Predpogoj za vse omenjeno pa je razvijati lastno znanje,
kar ne more biti le enodnevna politika, temveč mora postati del slovenskega genskega zapisa. V bližnji prihodnosti bo moral vsak posameznik, vsaka skupnost ali narod govoriti najmanj 4 jezike. Materin jezik, slovenščina, angleški jezik, ki je postal lingua franca, računalniški jezik, mislim na internet, vodenje robotov, umetno inteligenco, ter jezik ustvarjalnosti. Slednji je podlaga znanosti, umetnosti, gospodarstvu, inovativnosti, šolstvu, napredku. Znanost v zadnjem stoletju napreduje z izjemno hitrostjo. Ko je Einstein svojim študentom pred 100 leti podelil izpitne naloge, ga je eden vprašal, ali niso ta ista vprašanja, kot so bila lani. Da, samo odgovori so letos drugačni. Na našem inštitutu je zaposlenih več kot 1000 ljudi. Od tega je večina mladih. Slovenci sodimo v tisti kulturni del sveta, ki ima svojo znanost. To je zgodovinski privilegij in hkrati priložnost za našo prihodnost. Vendar je potrebno v znanost vlagati in se na njo naslanjati, prehitevati najboljše. Mladi gredo ta, kjer seme lahko požene. Neizprosna bo prihodnost, ali bomo zmagovalci ali pa nas ne bo. Moj dober in slaven prijatelj z Univerze Stanford vedno reče, da je vsak razlog, da česa ne moreš narediti, prazen. Najboljši čas, da bi posadil drevo, je bil pred 20 leti. Če ga takrat nisi posadil, je najboljši čas danes. Spoštovani, vsem želim vse dobro v letu 2020, za katerega sem v otroških letih menil, da ga ne bom nikoli doživel. Glasovalcem in odriškemu odboru dela iskrena hvala za to priznanje, za besedo, ki ste mi jo dali danes, ter ki jo že mnoga leta namenjate znanosti tudi v svojem odličnem časopisu. Hvala. Iskrena hvala. Iskrena hvala doktorju Jadranu Lenarčiču.